Skorajšnji vladni partnerji SMC, Desus in SD bodo danes predvidoma ob 17. uri podpisali koalicijski sporazum. Predtem bo besedilo potrjeval še svet Desusa. Predsednik SMC-ja in mandatar Miro Cerar pa bo danes javnosti predstavil tudi dokončen seznam kandidatov za ministre. Cerar bo kandidatno listo v državni zbor vložil predvidoma jutri zjutraj, nato se bodo začela zaslišanja pred pristojnimi odbori. Če bodo kandidati uspešno prestali zaslišanja, bodo poslanci na izredni seji glasovali o listi. S potrditvijo ministrov bo imenovana 12. slovenska vlada. Delavci nafte Petrochem nadaljujejo pred dobrim mesecem začeto stavko. Vodstvo družbe je namreč v petek objavilo predlog za uvedbo stečaja. Zato je delavcem preostalo samo še, da se na stečaj pripravijo, da ne bi bili opeharjeni. Iz več kot polovice oziroma 123 slovenskih občin se je po podatkih iz leta 2012 več ljudi izselilo kot vanje priselilo. Gre predvsem za občine v Prekmurju, na Kočevskem in Koroškem. Ljudje pa se priseljujejo zlasti v občine v srednji Sloveniji in na Primorskem, v bližini večjih mestnih središč. Trend izseljevanja in priseljevanja kaže, da se ljudje še naprej izseljujejo z manj razvitih območij. Prometni policisti bodo po Sloveniji ves teden izvajali nadzor nad uporabo varnostnih pasov. Javna agencija za varnost prometa ugotavlja, da varnostni pas dejansko zmanjšuje posledice prometnih nesreč. Po statističnih podatkih bi ob dosledni uporabi lahko zmanjšali število umrlih potnikov v vozilih za 50%. Zakon najpogosteje kršijo odrasli potniki na zadnjih sedežih v osebnih avtomobilih ter potniki v kombijih in avtobusih. Kazen za kršitev znaša 120 evrov. Košarkarji imajo na svetovnem prvenstvu v Španiji danes prost dan, že jutri pa prve 4 ekipe čakajo boj za prvi mesti v polfinalu. S četrtfinalnimi tekmami bosta začeli ekipi Litve in Turčije. Prvi so premagali Novo Zelandijo, Turki pa so izločili Avstralce. Najbolj nas bo seveda zanimal večerni dvoboj, ko se bosta pomerili naša reprezentanca in reprezentanca ZDA. Slovenci so v soboto vstopnice za četrtfinale dobili zmago nad Dominikansko republiko z rezultatom 71-61. V četrtfinale so se uvrstile še ekipe Španije, Francije, Srbije in Brazilije. Slovenska nogometna reprezentanca bo zvečer igrala uvodno tekmo kvalifikacij za Evropsko prvenstvo leta 2016. Tekmec naše reprezentance bo Estonija, sicer stara znanka slovenske vrste. Slovenija in Estonija sta se doslej pomerili na 7 tekmah. Po remiju nasploh prvi uradni tekmi Slovenije leta 1992 je nato slovenska vrsta proti tej najsevernejši baltski državi nanizala 5 zmag in le 1 poraz. Svet na današnji dan že od leta 1966 zaznamuje Mednarodni dan pismenosti, ki letos poteka pod geslom Pismenost in trajnostni razvoj. Na svetu je 781 milijonov ljudi, ki ne znajo niti brati niti pisati, od tega je 2/3 žensk. Več kot 250 milijonov otrok ne zmore prebrati niti enega samega stavka, čeprav jih je polovica 4 leta obiskovala šolo. V UNESCO ob tem poudarjajo, da želijo spodbujati medgeneracijsko učenje. Mladi se namreč učijo iz izkušenj starejših, medtem ko morajo starejši spoznati tista področja, ki jih v mladosti niso osvojili. Tudi jutri bo po večini sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo oblačnost naraščala in predvsem v zahodni in severni Sloveniji bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo bo pretežno oblačno, padavine in nevihte bodo od zahoda zajele vso Slovenijo. V četrtek bo oblačno in deževno. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Pred slovenskimi sodišči shodi za vzpostavitev vladavine prava. Podjetji vidita prihodnost v širitvi na tuje trge. Danes prvi navijači do vstopnice Ligo prvakov, na kateri čakali vso noč. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.